Dobrodošli in lepo pozdravljeni v oddaji Ambienti. Danes bomo končno in prvič v letošnjem letu pozornost namenili tudi vrtovom. Pomlad je mnoge kraje že lepo obarvala v svoje barve svežine in novih začetkov, česar se pridni vrtnarji gotovo veselijo. Letni čas pa je tak, da mnogim odpre nove želje, vliva nova upanja in morda poseje tudi kakšno seme v obliki zamisli glede preureditve svojega bivanja. Kdo ve, morda pa ravno v današnji oddaji uzrete idejo, ki vam bo navdih za prvi korak na poti do sprememb v svojem domu. Da pri svojih idejah ne bomo preveč uokvirjeni, bomo kar začeli z malce provokativnim vprašanjem. Ali mora biti dom, v katerem res z užitkom poženemo korenine, zares naš? Naslednja družina je svoj slog in toplino našla namreč v začasno najeti hiši. Na Polzeli smo naleteli na očarljivo rustikalno podeželsko hišo. Ta je pravo nasprotje trenutno prevladujočim trendom gradnje, ki težijo pretežno k minimalizmu in enostavnejšim linijam. Na trenutke je hiša kot iz zgodbe o Rdeči kapici, le da je v njej namesto babice svoj začasni dom našla družina košarkarja Žige Dimca. Tale hiša diha z naravno toplino in je polna raznih sladkorčkov, kot so na primer glineni ometi z zanimivimi spiralnimi vzorci in veliko, predvsem veliko, mehko belo puhasto posteljo in zdaj je čas, da tudi spoznamo, kdo v njej spi. Adriana, kakšna je tukaj vaša zgodba? Kako ste prišli do tele hiške, ko ste iskali svoj najemni dom? Torej, midva sva v tem okolju kupila stanovanje v času, ko smo še živeli v Ljubljani in nama je bila želja, da se iz mesta umaknemo v naravo. V bistvu v tem okolju imamo tudi eno parcelo, sam pač dokler še ima Žiga aktivno kariero, sva rekla, da verjetno boljše, da v teh letih smo še v stanovanju, ker je pač lažje. In problem je bil samo v tem, da ker je stanovanje novogradnja, je še trenutno v fazi gradnje in mi smo v bistvu želeli, da s septembrom, ko bi sin šel v prvi razred, da smo že nekje v tem okolišu, kjer smo vedeli, da potem dolgoročno bomo, da ne rabimo se v bistvu sred leta seliti in posledično on ne rabi spreminjati šole. Tako da sva potem rekla, ok, edina rešitev je, da poiščemo v tem okolišu nekaj za najem za tisti čas, ko se še v bistvu stanovanje finišira. In sva se lotila iskanja z zelo nizkimi pričakovanji, ker smo itak vedela, da to bo za čisto kratkoročno. Ampak ko sem videla tole hiško, že sam po glasu se spomnim, da sem tisti večer že rekla Žiga to, da to mi je pa tako všeč, da bi jo kar kupila, no. Kaj vas je pa prepričalo? A so to glineni ometi, veliko naravnih materialov, les, ena topla energija, ki jo oddaja vse skupaj? Ja, definitivno. Se mi zdi, da jaz sem že človek tak, da ful čuti energijo. Jaz že, ko sem brala opis, ki jo je v bistvu lastnica napisala te hiše na oglasu, sem že skozi njene stavke pa besede pač začutila, da je to v bistvu da je to hišo ustvaril pač človek, ki je res dal v njo dušo in ful velike pozitivne energije. Je bilo zelo potencialno, kako smo pa enkrat pač prišla sem na ogled. Se spomnim, da je Žiga rekel, da mu je bilo tako, da je prišel k babici od Rdeče kapice in ko smo si predstavljali, kako bo to recimo decembra lepo okrašeno in vse, smo bila kar hitro prodana, no. Ja. Rdeča kapica, ki jaz ne hotel reči Janko in Metka, ampak vse smo tam. Ja. Hiša obsega 178 kvadratnih metrov, načrte zanjo pa je pripravil arhitekt Marko Soršak, ki je pomagal tudi pri iskanju kakovostnih ekoloških materialov. Grajena je iz macesnovega lesa, gline, kamna, trstike, celuloze. Strešna kritina v peščeni barvi je opečnati bobrovec, narejen po naročilu. Opeka se v obliki talne obloge pojavi še v vstopnem hodniku, iz nje so izdelane tudi police v bivalnem delu. Pri notranji opremi so upoštevali načela Feng Shuja, izvedli so meritve vodnih tokov, tako so že pred začetkom gradnje načrtovali postavitev pohištva, ki je v rustikalnem slogu francoskega in provansalskega podeželja. Kako je bila pa ta hiša kaj opremljena? Sta morala veliko svojega prinesti not? Načeloma, to je bilo do zdaj najbolj opremljeno bivališče do zdaj, v primerjavi z našimi ostalimi selitvami. Je bilo praktično vse, razen kavč je manjkal,
televizija in pa spalnica je bila prazna. Spalnica je pa verjetno tisti prostor, ki ste ga pa tako morali zelo po svoje opremiti. Si predstavljam, da pri taki dimenziji vašega partnerja je pa en kos, ki ga pa ne dobite kar tako. Ja, to sva v bistvu zdaj malo izkoristila situacijo, ker sva res, odkar se poznava, sva vedno govorila, da ko se pa enkrat ustalimo, bova dala delati poslo po naročilu, ker pač Žiga še v življenju ni spal na posli, kjer mu ne bi pač noge čez visele in sva res rekla, da ko bomo mi v našem domu, bova pač res naredila. In glede na to, da sva tukaj vedela, da v roku pol leta gremo potem res na svoje, nama je pač zdaj res, bomo že na tej točki, če že morava pač opremiti spalnico, bi kar dala delati pač to poslo. In to je zdaj postelja, ki gre naprej z vama, kamorkoli boste šla, si predstavljam. Absolutno, ja. Žiga, ki je bil v času našega obiska v Turčiji, v višino meri več kot 2 metra in postelje standardnih dimenzij zanj ne pridejo v poštev. Običajno težave s prekratkim ležiščem rešuje tako, da si doda kakšen podaljšek k posteli, še večkrat pa mu noge bingljajo čez, kar gotovo ne pripomore k regenerativnemu počitku. Žiga, lep pozdrav v Turčijo. Z vašo ženo se ravno kar pogovarjamo o vaši spalnici. Pa me najprej zanima, koliko kvalitetnega spanca potrebuje vrhunski športnik, kot ste vi. Lep pozdrav nazaj tudi vam v Slovenijo. Ja, spalnic je kot meni, kot športnika, zelo pomemben. Včasih spim tudi popoldan, če imam 2 treninga, da se malo spočijem, tako da je zelo potreben tak kvaliteten spalnic, da se lažje tudi regenerira za naslednji trening ali pa tekmo. A že kaj pogrešate torej svojo domačo, perfektno posteljo? Ja, mislim, vedno se najboljše spi doma v svoji postelji, tako da ko mi čaka, da pridem nazaj v Slovenijo in da lahko zopet spim na svojem ležišču. Sploh odkar imamo to podaljšano posteljo in lahko se lepo razkomotim in imam kvaliteten spanjenec od večera do jutra. Teja, kakšno posteljo sta izbrala Adriana in Žiga in kakšne so bile njune želje? Adriana in Žiga sta si izbrala eno izmed 250.000 kombinacij, ki jih imamo na voljo. Kombinirala sta okvir postelje z visokimi nogicami, z eno romantično glavno stranico. Tudi sta si izbrala svojo najljubši izgled nogice in na ta način sta si ustvarila svojo posteljo, ki sta si pričakovala. Ampak verjetno je pa pomemben faktor bil tudi dolžina postelje, ne, glede na lastnike. Ja, zato ker je Žiga visok 2 metra pa 12 centimetrov, Adriana pa Žiga sta si potrebovala posteljo kar dolgo 2 metra pa 20 centimetrov in tudi v širino smo jim naredili nadstandardno velikost 2 metra, ker v naši lastni proizvodnji lahko tudi delamo standardne in nadstandardne dimenzije, kar pomeni, da se prilagajamo vsakemu uporabniku. Kako pa potem takole posteljo nadstandardnih dimenzij prinesti gor v spalnico? Ne glede na ozko stopnišče pa velikost postelje, to sploh ni bil problem. Postelja pride demontirana in tukaj v njuni sobi smo zmontirali celo posteljo, ker naši monterji prinesejo in zmontirajo tisto, kar se vi izberete. Postelja ima pod vzmetnico prostor za shranjevanje, lahko pa se odločite tudi za predale. No in potem so tukaj še raznorazni materiali. Kakšna so tukaj pravila kombiniranja materialov, iz katerih je postelja, z ostalimi stvarmi v spalnici? Ko si izberete obliko postelje z glavno stranico in seveda nogice, pol si izberete tudi dimenzijo in na koncu izberete eno izmed 190 materialov in barv, ki jih imamo v naši ponudbi. Seveda to lahko kombiniramo tudi z ostalimi elementi v spalnici, kot so klopica ali pa nočne omarice. Seveda lahko to povežemo z kakšnim kavčem ali pa kakšno foteljo, seveda mizico, da bi dobili najlepšo spalno sobo, ki jih potrebujete. Posebnost hiše so glineni ometi z vrisano spiralo, ki ima mističen pomen. Pomeni tako širjenje, razvoj in znanje, kot potovanje navznoter. Edinstven pa je tudi parket na zgornjem hodniku, v katerega so dodali keramiko, v oči pa tukaj padejo še slike Barbare Celjske. V dnevnem prostoru omenimo še glineno sonce, ki je simbol moči in energije. Inovativna napa v kuhinji pa se povezuje s slogom opreme in je izvedena kot nekakšna strešica. Je pa tudi tale osrednji dnevni prostor, se mi zdi nekaj posebnega, ne? Katere detajle bi tukaj izpostavili? Ja, absolutno. Mislim, že sam te materiali, kot pa cela hiša, ta les. Se mi zdi pa tudi ta postavitev, da je pač v bistvu v sredini ta otok in jaz se že spomnim,
Že ko sem v glasu videla to fotko tega šanka, tega pulta, jaz sem kar imela vizijo, kako bom tukaj zjutraj otrokoma zajtrk pripravljala in bo to ona dva tu vsak na svojem stolčku in dejansko pa smo zdaj to vizijo uresničili in vsako jutro ob 7 tukaj pijeta čaj in zajtrk, tako da taki zajtrk kotiček. Torej smo na zelo posebnem mestu mi do zdaj. Ja, je res, ja. A ste zdaj, ker ste že najemniki toliko časa, tudi v tej hiši ste najemniki, kar pomeni, da imate totalno dobro izdelano vizijo, kako boste imeli pa, ko boste enkrat končno na svojem? Ja, se mi zdi, da to je res ena taka, vsaj ena izmed prednosti tega, da smo se toliko selili, ker čisto v vsakem stanovanju, kaj sva bila, vedno je bila neka taka stvar, da sem si rekla, lej, tu imajo pa to res dobro narejeno ali pa ful funkcionalno. Isto pa tudi vidiš stvari, ki ne funkcionirajo in te motijo, ker se mi zdi vedno tako v teoriji nekaj lahko dobro zveni, pol pa v praksi pa je lahko malo drugačna zgodba. Sam to pomeni, da vaš novi bodoči dom bo direkt za v ambiente. No pressure. Ampak ja, mogo bi biti, no. Malo že mečem, vabo. Ja. Upam, da se še vidimo tam. Ja, no jaz tudi. Našemu košarkarju želimo dobro regeneracijo in še kakšno pravljico, ne le v hiši, ampak tudi na parketu. Ostanite z nami, kajti prav kmalu gremo na obisk k mlademu paru v stanovanje, ki združuje mladost, drznost in premišljeno načrtovanje. Nato pa si ogledamo še tale vrt, na katerem med drugim kraljujejo vrtnice. Dobrodošli nazaj, spremljate oddajo Ambienti. Na vrsti je stanovanje z modrimi poudarki in z modrim načrtovanjem, predvsem opreme. Ravno slednjim so dosegli učinek odprtosti, saj stanovanje na prvi pogled daje vtis, da je večje kot v resnici. Lahko rečemo, da so dosegli sijajen in stilsko dovršen izplen na manj kot 50 kvadratnih metrih. Ko se združijo mladost, drznost in premišljeno načrtovanje, dobimo modro stanovanje, ki se nahaja v stavbi Zelena Šmartinka. Pogovarjala se bom z mladim parom, ki tukaj stanuje, in mlado oblikovalko interierja, ki jima je pomagala dom opremiti tako, kot sta si želela. Maja in Matjaž, lepo pozdravljena. Živijo. Živijo. Predvidevam, da je to vajino prvo skupno lastniško stanovanje, a ne? Res je, to je najno prvo skupno lastniško stanovanje, drugače sva že prej kar nekaj let preživela skupaj, tudi eno stanovanje že skupaj tudi opremljala, čisto zares od začetka do konca je pa to najno prvo skupno stanovanje. S Tjašo smo se poznali že odprej. In ko je slišala, ja, da smo kupili stanovanje, se je pač ponudila, no, da bi nam pomagala, da zrihtamo, da je najbolj funkcionalno možno. Pa je zaradi tega, ker vaju je recimo poznala odprej, sodelovanje lažje ali težje? Ja, zelo zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da je imela Tjaša zaradi tega mogoče malo večji izziv, ker se je želela malo bolj potruditi, ker nas je poznala. Pa po drugi strani pa mogoče tudi vedela, recimo točno, kaj si želiva, brez da bi, ne vem, več se stankovali. Tako da se mi zdi, da pol na koncu je to sodelovanje res obrodilo sadove. Torej, danes stanovanje izgleda točno tako, kot ste recimo videli na sliki. Ja, še boljše, no, živo je še lepše, ne? Ampak drugače pa ja, dobili smo 3D renderje stanovanja, se pravi, kako naj bi izgledalo. In mislim, da smo se držali do detajlov, tako da je nekako pol zadeva res prišla zelo, zelo podobno kot na renderjih. Tjaša, lepo pozdravljeni. Živijo. Predvidevam, da je bila velika prednost tega projekta, da ste naročnika poznali odprej in s tem tudi njune estetske preference. Kako je potekalo to sodelovanje? Ja, moram reči, da včasih zna biti to, da naročnika poznaš prednost, včasih se tudi zgodi, da je slabost. Ampak moram reči, da v tem primeru se je to izkazalo kot nekaj res fajnega. Vedela sem, kakšna sta po karakterju, da sta bolj živahni osebi, da
v njuno domovanje sigurno ne bi umestila popolnoma belega interjerja. Hotela sem, da njun dom odraža njun živahen karakter. In glede na to, da gre za novogradnjo, v tloris po vsej verjetnosti niste posegali, kako veliko pa je pravzaprav to stanovanje? To stanovanje je veliko, približno 50 kvadratov, plus 10 kvadratov terase, ki mislim, da in tako optično kot funkcionalno samo stanovanje poveča, zaradi tega, ker je res ta prehod zunaj noter precej zamegljen. V sam tloris stanovanja smo minimalno posegali, v bistvu tukaj na prehodu med dnevno in kuhinjo, kjer je zdaj hladilnik, je bila ena stenca in smo mi v bistvu tekom slikopleskarskih del ugotovili, da nam pa malo strižejo centimetri in smo jo mogli v bistvu v zadnji trenutek podreti. To pa nam je tudi malo posegalo, kako bo zdaj izgledal tlak, ker tam ni bil položen, ampak smo mi pa to mizarsko vse uredili tako, da se danes tega ne opas in še mogoče malo bolj potegnili ta kuhinjski del z dnevno bivalnim. Kaj pa barvna paleta? Ker zelo hitro lahko opazimo, da je modra barva tista, ki nekako vleče rdečo nit skozi celotno stanovanje. Ja, jaz mislim, da je ta modra prišla malo naključno skozi to, ko smo mi pač govorili o barvah, o vzorcih, o teksturah, smo se vedno nekako ustavili pri nekih referencah, ki so vključevale to modro barvo. Tako da smo pol hoteli povezati z neko zemeljsko, ki smo jo vlekali z rumene in pač njej komplementarne modre barve. Če se zdaj mogoče sprehodiva kar od prostora do prostora, v vsakem lahko najdemo številne podrobnosti, detajle, ki ste jim posvetili veliko pozornosti, a ne? Ja, takoj, ko vstopimo v stanovanje, tam smo umestili eno visoko omaro v svetlo-sivem tonu, ki smo ji pa dodali moder detajl, sedišče in del, kjer se lahko odložijo ključi, denarnica, se obesijo tiste jakne, ki jih nosimo vsak dan, in pa en prostor za čevlje. In potem se skozi steklena vrata sprehodimo v dnevno bivalni prostor. Zdaj mi smo, ker je to stanovanje kljub severni legi zelo svetlo, smo želeli to svetlobo prenesti tudi v vhodni del, zato smo vmes umestili steklena vrata s črnim okvirjem. Potem pa pridemo v ta največji prostor, dnevno bivalni s kuhinjo, kjer je umeščen tudi delovni kotiček. Sedežna garnitura je največja, kar smo jo lahko v ta prostor umestili. Ima tudi možnost iz tega v ležišče, ker lastnika rada gostita prijatelje, tako da imata tudi dodatno ležišče. Sedežna garnitura je umeščena tako, da omogoča poglede proti goram. Da bi lahko namestili televizor, so morali prestaviti stikala, ki so bila prvotno na sredini stene. Oblikovalka je to zagato rešila z leseno stensko oblogo, ki ima na stranici vsa potrebna stikala. Obloga se nadaljuje v delovni kotiček. Tu so nameščene po meri narejene ambientalne luči, oblečene v moder tekstil. Modra barva se v nekoliko živahnejšem odtenku nadaljuje v mehko oblazinjeni posteli spalnice, ki jo zaznamuje še živahna tapeta. Pogledava še, kako so stvari v kuhinji. Kuhinja je bila zelo pomemben element tega projekta, ker lastnica zelo rada kuha in sta si želela kuhinjo narediti čim večjo in čim bolj funkcionalno. Zato smo tudi jo nekako potegnili v prostor in oblikovali v obliki črke U, ji dodali indukcijsko kuhališče z ogradno napo, da nas še ta element nape ne moti, ne zastira tega pogleda in dobimo res odprt in funkcionalen prostor. Tudi, kar se tiče pulta, smo uporabili tehnični kamen, ki je najbolj kvaliteten in najbolj vzdržljiv, za res pogosto in kvalitetno uporabo. Kateri je pa vaj najljubši kotiček? Morda ima vsak svojega, ne? Moje kuhinja. Kaj pa vaš, Matjaž? Računalniški kotiček, pa tle dnevni prostor. Tle preživljam tudi največ časa. Mogoče skupni najljubši je pa balkon, ko lahko zvečer kaj spijeva pa gledava. V bistvu sva sredi mesta, ma nimaš občutka, da si v mestu.
In ko se vrnemo nazaj, se posvetimo še prvemu vrtu v letošnjem letu. Na slovenski obali smo našli rahlo divji vrt, poln presenečenj, kjer je glavna zvezda v soju žarometov ena in edina vrtnica. Tako, dame in gospodje, dočakali smo tudi prvi vrt v letošnjem letu in posvetili smo ga vrtnici. Vrtnice so med najstarejšimi in še vedno najbolj priljubljenimi rožami. Presenetljivo pa je, da je pravih vrtničnih vrtov pri nas razmeroma malo. V rozariju imajo vrtnice glavno vlogo, preostale okrasne rastline so le spremljevalke. Enega takih rožnikov smo našli na slovenski obali. Vrt z vrtnicami je po svoji zamisli ustvarila cvetličarka Diana Audič. Rožni grmi so jo očarali pred približno 15 leti in na vrtu se jih je v tem času nabralo okoli 200. Kot diplomirana agronomka je znala izbrati primerne rastline za družbo vrtnic in oblikovati rahlo divji vrt, poln presenečenj. Tako lepo diši, prijetno sončno popoldne in res smo obkroženi samo lepoto. Predvsem z vrtnicami, po zaslugi naše gostiteljice, gospe Diane Audič. Hvala, da smo lahko pri vas. Dober dan, dobrodošli in prav vesela, da ste prišli, da vam komu kaj pokazati tudi. A smo prišli pravi čas? Ja. Sicer se cvetenje razprostira tam traja od aprila do junija, ampak zdaj pa mislim, da je ta pravi čas. Vrt je začel nastajati skoraj hkrati z gradnjo nove hiše na pobočju naselja Hrvatini nad Ankaranom. Najprej so nasadili nekaj oljk, potem pa so Diano očarale vrtnice. Zakaj pravzaprav ste začeli z vrtnicami? Verjetno leta 2007, ko smo imeli prvo razstavo vrtnic, me je zastrupila gospa Breda Čopi. Takrat smo se vsi zastrupili z vrtnicami v Sloveniji, Društvo ljubiteljev vrtnic je začelo delovati na polno. Ampak ker nisem imela dosti časa glede moje službe, je to začelo tako, bolj postopoma. Tako da komaj leta 2011-2012 sem posadila prvih 60 vrtnic. To izgleda veliko, sliši se veliko. Videlo se pa ni nič. Ne moremo si predstavljati, koliko truda je morala družina vložiti, da lahko danes občudujemo tako bujen in pester vrt. Diani sta namreč pomagala tako mož kot sin. Zemlja je bila obupna. Sam kamen, še zdaj na severni in vzhodni strani hiše je ogromno kamna in če hočem kaj posaditi, moram narediti veliko luknjo, dati dosti humusne zemlje, da se prime, da pol štarta rastlina. Zemljišče ni majhno, saj v celoti meri okoli 1800 kvadratnih metrov. Od tega je vrta slabih 10 arov. Večina vrta je obrnjena proti jugu, del pa proti severu. Tam je burja včasih močnejša od vrtnic in vzpenjave vrtnice potegne z opor. Diana vodi svojo cvetličarno, zato ves prosti čas posveti urejanju in negi vrta. Nimate samo vrtnic, ne? Tako kot izkušena vrtnarica ste seveda vedeli, da jih je treba dopolniti ali z trajnicami ali z gramovnicami. Kako ste tukaj razmišljali? Jaz sem pol ugotovila, prvo so bile res večinoma vrtnice, sem pol ugotovila, da vrtnice, ko nehajo cveteti, nekako so manjkale stvari. Manjkale so stvari tudi po zimi, ker rada vidim, glede na to tudi, da smo na Primorskem, da je skozi nekaj zelenega. Torej, prvo sem začela zasajevati zelene grmovnice, kot so kakšen rožmarin, kakšna avkuba, kakšne pitosporume, teniske. Mlečki so mi zelo všeč, sem jih dodajala. Takoj za oljkami so bile sivke, pa so bile vrtnice in potem sem začela to dodajati veliko začimb tudi, teh aromatičnih rastlin, tudi origano, majaron, vsega se najde tle notri. Tako da tudi pridem iz kuhinje, poberem in grem nazaj kuhati. Diana pravi, da so ji najbolj pri srcu hibridne muškatke z drobnimi velikimi socvetji, saj cvetoči grm deluje kot en sam šopek. Take sorte običajno jeseni naredijo še drobne šipke, ki so odličen dodatek šopkom. Na prvi pogled je videti, kot da na njenem vrtu cvetijo samo vrtnice z belimi in rožnatimi cvetovi.
Najlepše so mi bele, rožnate in malo bolj rožnate ciklam vrtnice. Rdeča je težka barva in nekako mi ni, ampak sem morala vseeno, ker povprečju, kolikor vam jaz izkušen, moškim so večinoma rdeče všeč, ne? Ja. In je moj mož rekel, en določen dan, ko sem posadila že 100 vrtnic, a ni nobena rdeče. No, pa sem posadila pol eno rdečo pred kuhinjsko okno, tako, ko bo kuhal, tako da vidi tudi rdečo. Kaj pravzaprav vas vodi, ko se odločate, katere vrtnice ste kupovali, glede na to, da se jih ne več? No, to je zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker nočem špricati, nočem, da imajo rjo, nočem, da imajo pepelaste plesni in nočem, da so občutljive, ne vem, ali na sonce, ali na burjo, ali na, ne vem, senčnato, ali sončnato lego. Sem si vzela eno poletje čas, sem vzela eno debelo knjigo, enciklopedijo vrtnic in sem si izbirala. No, v glavnem, jaz sem šla pol po tej knjigi, ko sem zbrala par galskih, par damaščank, par portlandk, oziroma ena portlandka je 2 bourbonki, ena čentifolija. Sem pol šla gledati te vrtnice, kira mi je bila všeč. Sem pogledala odpornost, rja, plesen, lega in sem kljukala. Če je bilo vse to Odkljukano? Odkljukano je bilo v redu. Če pa ne, pa nisem je kupila. Pa tudi, če je bila ne vem kako lepa. Tukaj med nama je en lep šopek. Svež, sem prepričan, nabran danes. Pa mogoče eno besedo, kako vi kot cvetličarka vidite svoj vrt. A to kaj vpliva na to, kaj je na vrtu in kako je na vrtu? Ker ste le izkušena pri urejanju cvetja. Ja, jaz sem poskušala uskladiti lepoto z uporabo. Ker jaz uživam zjutraj, preko grem v službo, iti po vrtu in si nabrati material za šopke. Ne bom nikoli pozabila, ko je en Italijan rekel na seminarju cvetličarskem 30 let nazaj, je rekel, zdaj bom povedala v italijanščini, pa bom prevedla, il fiorista deve pascolare. Torej, cvetličar mora se pasti. Mora nabirati material, ker narava nam ponudi ogromno. In tisto, kar kupim, je samo dodatek. Kaj vam vrtnice pomenijo, zakaj pravzaprav vrtnice? Mogoče kakšen tak pesniški odgovor, da ne rečem. Glede na to, da sem cvetličarka, lahko rečem, da je vrtnica najbolj prodajana roža na svetu. Ampak dobro, to je statistika. Dejansko tudi je. Ne vem, tako so me pritegnile, da kamorkoli greva z možem, z motorjem, zdaj v Bogi se že navadil, da moramo iti tudi kakšen rožni vrt. Meni kar poskoči srce, ko gledam, vse rastline po vrtu. To je meni duša. Vrtnice so že dolgo priznane kot kraljice vrtov. Sploh včasih skorajda ni bilo domačega vrta brez vrtnic. Zdaj njihova priljubljenost spet narašča, tudi zaradi dejstva, da so užitne in tako ponujajo številne načine, kako uporabiti njihove aromatične cvetne lističe. Meni pa je že dolgo všeč stara modrost, da kdor želi vrtnico, mora sprejeti tudi trnje. Če nas že mora kaj pičiti, naj piči le za spodbudo, sicer pa želim, da vam življenje bolj ali manj odpira cvetove. In lepo se imejte do naslednjič. Pridite spet v našo družbo, ogledali si bomo prenovljeno stanovanje v znameniti stanovanjski hiši imenovani Meksika in svetlo mansardo za ta mlade v hiši staršev.